Pri vozilu za mano se vse skupaj vrti okrog Guinnessovega rekorda, ki so ga dosegali nedolgo nazaj. Pridemo še do njega, ampak meni se zdi bolj pomembno in bolj zanimivo to, da Kia prihaja na evropski trg z lahkimi gospodarskimi vozili. In za začetek se mi zdi zelo pomembno, da res atraktivno izgleda. Se mi zdi, da so oblikovalci lahkih gospodarskih vozil oziroma kombijev pravi geniji, ker morajo neko kocko narediti čim bolj atraktivno. Se mi zdi, da je to oblikovanje veliko težje kot pri osebnih avtomobilih, kjer je zahtev veliko manj in prostor ni edina res pomembna vrlina. No, pa jim je uspel in se mi zdi, da je ta avto res dobro izgleda. To se mi zdi še posebej pomembno pri takšni potniški različici, ki je kot en velik enoprostornik. Se veste, da se bodo ljudje radi vozili v njem. PV5 se imenuje in tole je srednje velik električni dostavnik, ki v dolžino meri 4,7 metra. Stoji na platformi, ki je izjemno prilagodljiva in se jo lahko podaljšuje ali pa krajša in kot Lego kocke nanjo postavlja različne aplikacije. Zato je PV5 že tako na voljo v potniški različici, pa v tovorni in tudi kot šasija. So se ravnokar pohvalili, da je to v bistvu najkrajši lahki dostavnik, ki je na voljo tudi kot šasija. V potniški različici so znotraj 3 vrste sedežev ali pa samo 2, kakorkoli boste želeli, in sicer v klasični postavitvi 2+3+3, v mojem primeru 2+3, pa zadaj stena, ker gre za poltovorno različico. No, lahko boste izbrali tudi posebno sedežno razporeditev in sicer 1+2+3, kar pomeni, da bo dodaten prostor spredaj ob sovozniku. Tile sedeži so tudi vzdolžno pomični in zelo prilagodljivo je vse skupaj, kar seveda kombiji znajo že dolg časa. Izbirate lahko med 3 baterijami, najmanjša ima kapaciteto 43,3 kWh in ta je v bistvu namenjena predvsem tistim, ki službeno šibate predvsem po mestih, zato je na voljo tudi samo v tovorni različici. Srednje velika baterija ima 51,5 kWh kapacitete in največja 71,2. Elektromotor je v vseh primerih enak in 120 kW moči poganja sprednji par koles, baterija pa se med 10 in 80% napolni v manj kot pol ure. If we have changed, let's say, the brand positioning in 2021, it's also because we were anticipating the arrival of the Chinese. So to fight against the Chinese, so we fight with all means. So it means brand. Brand is always extremely important in the LCV business, but also in the passenger car business. Second point, network. The Chinese, for the moment, they don't have a network. We know that they are building up, let's say, their network capability, but especially in the LCV business, without a network, you cannot exist. Okay? And it takes time, let's say, to build properly a strong network. Third point, customer experience. No, pa še Guinnessov rekord. S točno tem PV5, ki ima v bistvu največjo baterijo, so na krožni poti dolgi dobrih 50 km z enim polnjenjem prevozili 693,38 km. Moram biti natančen. To pomeni povprečno porabo samo 10,2 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Seveda, to je po svoje ekstrem, ki ga vi ali pa jaz najbrž ne bomo v praksi dosegali, je pa vsem zanimivo, koliko malo avto lahko porabi. Še en pomemben podatek. Vse to so dosegali, ko je bil PV5 polno naložen.